V samo nekaj letih se je avtomobilska industrija na Kitajskem hitro spremenila. Včasih so bili japonski, evropski in ameriški avtomobilski proizvajalci pogosto obravnavani kot najbolj napredni. Toda danes številna kitajska podjetja, kot so BYD, Geely, Xiaomi, XPeng in Leap Motor, že izdelujejo električne avtomobile, ki se lahko kosajo z velikimi blagovnimi znamkami v tujini. Polnjenje je hitro, v notranjosti je veliko tehnologije in pogosto so celo cenejši kot primerljivi modeli drugih podjetij. Ampak obstaja eno veliko vprašanje. Če so kitajski električni avtomobili tako dobri in poceni, zakaj še vedno ne prevladujejo po vsem svetu? Da bi to razumeli, moramo najprej videti, kako močna je Kitajska v lastni državi. Leta 2024 je bilo na Kitajskem prodanih več kot 11 milijonov električnih avtomobilov. To je skoraj 2/3 vseh električnih avtomobilov prodanih po vsem svetu v tistem letu. Skoraj polovica vseh novih vozil kupljenih na Kitajskem je bila električnih ali priključnih hibridov. Električni avtomobil ali EV je vozilo, ki uporablja električni motor in baterijo, namesto da bi se zanašalo samo na bencinski ali dizelski motor. Obstajajo tudi priključni hibridi. Ima baterijo in električni motor, vendar ima tudi bencinski motor, ki ga je mogoče uporabiti po potrebi. Na Kitajskem se je število teh dveh vrst vozil hitro povečalo. Do leta 2025 je na Kitajskem nakup električnih in priključnih hibridnih avtomobilov postal še bolj običajen. Zato je Kitajska postala izjemno pomemben poligon za lastna avtomobilska podjetja. Ko ima kitajsko podjetje nov model, ima takoj na voljo izjemno velik trg, kjer ga lahko prodaja. Če pride do težav z dizajnom ali programsko opremo, hitro dobijo povratne informacije od številnih strank. Če ima konkurent kakšno dobro funkcijo, druga podjetja hitro naredijo svojo različico. Ker se na Kitajskem za prevlado bori toliko avtomobilskih podjetij, so prisiljeni izdelovati boljše avtomobile po nižjih cenah. To je eden od razlogov, zakaj je razvoj kitajskih avtomobilov tako hiter. Dober primer je BYD. Prej ni bilo to podjetje zelo znano zunaj Kitajske. Vendar je zelo hitro zraslo in zdaj je eno največjih proizvajalcev električnih in priključnih hibridnih avtomobilov na svetu. Velika prednost podjetja BYD je tudi baterija. Podjetje samo izdeluje svoje baterije in tudi veliko pomembnih delov za avtomobile. To pomeni, da jim ni treba kupovati teh delov. Tako ima tudi večji nadzor nad stroški in proizvodnjo. Enako prednost imajo tudi številni kitajski proizvajalci avtomobilov. Proizvajalci baterij, dobavitelji elektronike, tovarne in predelovalci surovin so jim zelo blizu. Ko morajo izdelati nov model, lahko veliko potrebnih delov dobijo kar znotraj Kitajske. Še en razlog je hitrost. Nekateri kitajski proizvajalci avtomobilov lahko izdelajo nov model hitreje kot tradicionalna avtomobilska podjetja. Uporabljajo veliko skupnih delov, hitro razvijajo programsko opremo in hitro spreminjajo dizajn. Tako medtem ko stara avtomobilska družba še vedno preučuje, katero funkcijo bo vključila v naslednji model, je lahko že izšel nov kitajski avto z velikim zaslonom in naprednimi sistemi za pomoč vozniku, lasovnim upravljanjem in hitrim polnjenjem. Vendar to ne pomeni, da so vsi kitajski električni avtomobili samodejno boljši od vseh zahodnih ali japonskih avtomobilov. Kakovost, varnost, zanesljivost in poprodajne storitve se razlikujejo glede na znamko in model. Jasno je le to, da se je nekdanja prednost znanih tujih podjetij hitro zmanjšala. Tudi Tesla je na Kitajskem doživela močnejšo konkurenco. Ko je Tesla prvič stopila na kitajski trg, je bilo le malo domačih podjetij, ki so lahko izdelala vrhunski električni avto, ki bi se lahko kosal z njo. Toda ko se je število kitajskih električnih vozil povečalo in so postala boljša, se je nekdanja velika prednost Tesle zmanjšala. Do leta 2025 se je lokalni tržni delež Tesle še dodatno zmanjšal, medtem ko je konkurenca kitajskih znamk še naprej naraščala. In Kitajska ima preprosto željo prodati vsa ta vozila po vsem svetu. In to že počnejo, saj je Kitajska dejansko že največji izvoznik vozil na svetu. Prodaja kitajskih avtomobilov hitro raste tudi v Evropi, jugovzhodni Aziji, Latinski Ameriki, na Bližnjem vzhodu in drugih trgih. Toda tukaj postane stvar bolj zapletena. Zgodba je taka, da ni dovolj le izdelati dober avto, da bi vstopil na vsak trg. Vsak trg ima namreč svoja pravila o varnosti, davke, prodajne mreže in vladno politiko. In v nekaterih velikih državah obstaja še dodaten problem, to so trgovinske ovire. Trgovinska ovira je pravilo, ki otežuje ali podraži vstop izdelka iz druge države. Na primer, kitajskemu električnemu vozilu lahko naložijo visok uvozni davek. Tako je avto na Kitajskem poceni, a če mu v drugi državi dodajo visok davek, je na koncu vseeno drag. Tako lahko izgubi svojo veliko cenovno prednost.
V Združenih državah Amerike pa je za kitajske znamke električnih vozil zelo težko vstopiti na trg zaradi visokih carin in drugih omejitev. V Evropi pa je Evropska unija uvedla dodatne carine na nekatere električne avtomobile, izdelane na Kitajskem. Toda kljub tem oviram kitajski proizvajalci avtomobilov še naprej povečujejo svojo prisotnost na nekaterih evropskih trgih. Pravi izziv pa je zdaj, kako bo Kitajska to premagala. To so carine, vladne omejitve, lokalna varnostna pravila, zaupanje v blagovno znamko ter pomanjkanje prodajnih in servisnih centrov v drugih državah. A vprašanje zdaj je, kako je Kitajska pravzaprav postala tako močna na področju električnih vozil. Poglejmo si podjetje BYD. Podjetje BYD je začelo delovati leta 1995 kot majhno podjetje za polnilne baterije v mestu Shenzhen na Kitajskem. Ustanovil ga je Wang Chuanfu, kemik z globokim znanjem o baterijski tehnologiji. Preden je ustanovil podjetje BYD, je najprej izdeloval baterije za elektroniko. Zaradi tega je že imel izkušnje z nečim, kar bo v naslednjih letih postalo najpomembnejši del električnega avtomobila. Leta 2003 je BYD vstopil v avtomobilsko industrijo, potem ko je kupil majhnega kitajskega proizvajalca avtomobilov. To je bilo veliko tveganje, saj BYD še ni bil znan kot proizvajalec vozil. Ampak načrt Wanga Chuanfuja je bil jasen. Če lahko BYD sam izdeluje svoje baterije, lahko to znanje uporabi tudi za izdelavo električnih avtomobilov. V prvih letih je BYD preučeval dizajn in izdelavo vozil pri starejših avtomobilskih podjetjih. Sčasoma je podjetje razvilo tudi lastno tehnologijo in proizvodni sistem. Velik razlog za rast podjetja BYD je tako imenovana vertikalna integracija. To pomeni nekaj preprostega. Namesto da bi skoraj vse pomembne dele kupovali od drugih podjetij, veliko stvari, ki jih potrebuje BYD, izdelajo kar sami. Sem spadajo baterije, električni motorji, elektronski deli in nekateri polprevodniki oziroma čipi, ki se uporabljajo za nadzor sistemov vozila. Ker ima podjetje v svojih rokah večji del proizvodnje, ima BYD večji nadzor nad ceno, dobavo in hitrostjo izdelave. Ta prednost je pomembna, kadar pride do težav z dobavo. Na primer, če primanjkuje enega pomembnega dela, ga preprosto izdelajo v partnerskem podjetju. In pravzaprav ni le BYD tisti, ki hitro proizvaja. Veliko kitajskih avtomobilskih proizvajalcev to počne prav tako. In namesto da bi trajalo več let, preden izdajo nov model, lahko nekatere kitajske družbe izdelajo novo vozilo v samo približno 18 mesecih. Pri številnih tradicionalnih avtomobilskih podjetjih lahko enak postopek traja več let. Zaradi tega se kitajske znamke hitreje prilagodijo in sledijo spremembam želja kupcev. Njihov dizajn je namreč dober. Če na primer postane priljubljen nov baterijski sistem, velik zaslon ali programska funkcija, se to hitro preuči in takoj vključi v naslednje modele. Kitajski avtomobilski trg je postal prava tehnološka dirka. Vsako podjetje mora izdelati boljši avtomobil, preden jih prehiti konkurenca. To močno vpliva tudi na ceno. Kitajska podjetja niso izdelovala samo dragih električnih avtomobilov. Izdali so tudi manjše in boljše poceni modele za običajne družine. En primer je BYD Seagull, majhen električni avtomobil, ki so ga na Kitajskem prodajali po ceni nižji od $10,000 leta 2024. Obstaja tudi zelo majhen Wuling Hongguang Mini EV, ki ga je izdelalo skupno podjetje SAIC, General Motors in Wuling. Ker je vozilo manjše in enostavnejše, je postalo bolj dostopno za številne kupce. Ni treba, da ima zelo veliko baterijo ali zelo dolg doseg, da bi bil uporaben za ljudi, ki uporabljajo ta avto samo znotraj mesta. Zaradi takšnih modelov ni več treba biti bogat, da si lahko v Kitajski kupiš električni avto. Zdaj obstajajo možnosti od poceni mestnih avtomobilov do premijskih SUV-jev in športnih avtomobilov. To je eden glavnih razlogov, zakaj so električna vozila tako hitro postala nekaj običajnega na kitajskem trgu. A vendar ima tako veliko izbire tudi svojo ceno. Močno se je povečalo tudi število avtomobilskih podjetij, ki si želijo pridobiti delež na trgu. V nekaj letih se je na Kitajskem pojavilo ogromno novih znamk električnih vozil, a niso vse preživele. Nekatera zagonska podjetja so prejela velika vlaganja, vendar niso uspela izdelati dovolj vozil, da bi ustvarila dobiček. Druga podjetja so sicer uspela predstaviti izdelek, a niso pridobila dovolj strank. Ko se je konkurenca zaostrovala, je veliko šibkih podjetij izginilo. Tekmovanje je postalo še težje, ko so se cene vozil znižale. Leta 2023 je Tesla na Kitajskem znižal cene. Sledile so še druga avtomobilska podjetja, da ne bi izgubila strank.
Cenovna vojna se je nadaljevala tudi v naslednjih letih, celo kitajska vlada je opozorila na prehudo konkurenco v avtomobilski industriji. To je dobro za številne kupce, saj so se cene avtomobilov še znižale. Toda za avtomobilska podjetja je to velik problem. Če se cene še naprej znižujejo, se tudi zaslužek na vsak avto zmanjša. Podjetje z visokimi stroški in slabimi prodajnimi rezultati lahko ostane brez denarja. Zato je kitajska industrija električnih vozil postala kot pravi preizkus preživetja. Ni dovolj, da narediš samo dober avto, mora biti poceni, hitro narejen, hitro posodobljen in imeti poseben razlog, da ga stranka izbere. Eno od podjetij, ki je ubralo drugačno strategijo, je INEO. Namesto da bi uporabljali samo polnjenje, je INEO vzpostavil postaje za zamenjavo baterij. Ko ima kompatibilen avto INEO nizko napolnjenost baterije, lahko vozilo zapelje v eno od postaj za zamenjavo baterij. Tukaj stroj samodejno odstrani skoraj prazno baterijo izpod vozila in jo zamenja s popolnoma napolnjeno baterijo. Na novejših postajah za baterije je mogoče postopek zaključiti v samo nekaj minutah. Velika prednost tega je hitrost. Ni se vam treba dolgo zadrževati, medtem ko se avto polni. Zaradi tega lahko voznik po zamenjavi baterije takoj nadaljuje svojo pot. Vendar je tudi izgradnja postaj za menjavo baterij draga. Potrebnih je veliko dodatnih baterij, zato tega sistema ne uporabljajo vsi proizvajalci avtomobilov. INEO se je odločil, da bo to nadaljeval. Do februarja 2026 je podjetje sporočilo, da je v njihovem omrežju opravljenih že 100 milijonov menjav baterij. Takšno tekmovanje je kitajska podjetja spodbudilo, da so preizkusila stvari, ki prej niso bile običajne v avtomobilski industriji. Naprednejša programska oprema, hitro polnjenje, menjava baterij, veliki zasloni, glasovno upravljanje in druge funkcije so postale področja tekmovanja. Zato ni mogoče reči, da je ogromna kitajska industrija električnih vozil nastala zgolj zaradi prizadevnosti podjetij. Obstaja še en zelo velik razlog, zakaj so BYD in druga kitajska podjetja za električna vozila imela priložnost tako hitro zrasti. To je zaradi vlade. Tukaj lahko vidimo, kako veliko vlogo je imela kitajska vlada. Vrsto let je vlada uporabljala subvencije, davčne olajšave, naložbena pravila in drugo pomoč, da bi podjetja spodbudili k proizvodnji električnih vozil in ljudi k njihovemu nakupu. Po oceni CSIS je kitajska vlada od leta 2009 do 2023 zagotovila več kot 230 milijard dolarjev skupne podpore industriji električnih avtomobilov. Vključene so tudi davčne oprostitve za kupce, infrastruktura za polnjenje in drugi programi. To pomeni, da je vlada sama pomagala podjetjem za električne avtomobile, na primer s tem, kar so naredili. Če je baterija draga in kupec še ni prepričan, ali je električno vozilo praktično, lahko vlada zniža dejansko ceno, ki jo bo plačal kupec s subvencijo ali davčno oprostitvijo. To je dobra ponudba. Zaradi tega, ko je električni avto cenejši, ga bo več ljudi poskusilo kupiti. Ko bo več kupcev, bodo tovarne morale narediti več električnih vozil. In ko se proizvodnja poveča, je še lažje znižati stroške izdelave, vendar pa se je pojavil tudi problem. Ker je vlada dajala denar, so nekatera podjetja poskušala dobiti subvencijo, čeprav njihov izdelek ni bil dovolj dober ali pa niso izpolnjevali zahtev. Kitajska je uvedla preiskave in strožja pravila proti goljufijam s subvencijami, kljub temu pa podpora vlade ni bila vedno v obliki neposrednega denarja. Nekatere lokalne vlade so prav tako neposredno dajale podporo. Avtomobilska podjetja, ki so pomembna za njihovo območje. Dober primer je NIO. Leta 2020 se je podjetje soočalo z velikimi finančnimi težavami. Vstopili so vlagatelji, ki jih podpira vlada iz Hefei, mesta v provinci Anhui. NIO je prejel veliko investicijo in kasneje pridobil tudi velike kreditne linije od državnih bank. To je pomagalo podjetju, da je preživelo, medtem ko so še naprej prodajali svoje električne avtomobile. Vlada pa je imela še eno strategijo, ki je bolj neposredno vplivala na vse avtomobilske družbe. Kitajska je uvedla tako imenovani sistem dvojnih kreditov. Ime je nekoliko tehnično, vendar je ideja preprosta. Vlada določi cilje za avtomobilska podjetja. Morali so izdelovati vozila, ki so varčna z gorivom. Prav tako pa so morali imeti dovolj električnih ali drugih vozil na nove vire energije. Če avtomobilsko podjetje proda preveč vozil, ki porabijo veliko goriva, lahko ostane brez dovolj kreditov. Da bi to nadomestili, morajo izdelati ali prodati več vozil na nove vire energije ali pa pridobiti kredite od drugega podjetja, ki jih ima v presežku.
Preprosto povedano, sistem je otežil velikim avtomobilskim proizvajalcem, da bi na Kitajskem prodajali samo avtomobile na bencin. To je velik pritisk za tradicionalna avtomobilska podjetja, tudi če so njihovi bencinski avtomobili uspešni, morajo še vedno resno jemati električna vozila. Če želijo ostati konkurenčni, morajo preživeti, zato sprememb ni spodbudilo le povpraševanje kupcev. Obstajajo tudi vladna pravila, ki so potisnila celotno industrijo k več električnim avtomobilom. Obstaja še ena politika, ki jo je neposredno občutil običajen kupec – registrska tablica. V velikih kitajskih mestih so že dolgo težava preveč vozil, promet in onesnaženje zraka. Zato je v nekaterih mestih vlada omejila število novih registrskih tablic za tradicionalne avtomobile na bencinski pogon. Zato morajo številni kupci avtomobilov na bencinski pogon, na primer, sodelovati na dražbi, da dobijo registrsko tablico. To pomeni, da ni dovolj, da imaš denar za nakup avtomobila. Pridobiti moraš še eno od omejenega števila registrskih tablic, ki je lahko zelo draga. Medtem pa obstaja posebna politika registrskih tablic za upravičena vozila na nove vire energije. Do leta 2026 bo Šanghaj še naprej zagotavljal brezplačne posebne kvote za registrske tablice za nekatera upravičena električna vozila. To pomeni, da Kitajska bolj podpira električne avtomobile. V Pekingu pa mesto uporablja sistem kvot za omejevanje novih vozil. Dodelitev je različna za navadne bencinske avtomobile in vozila na novo energijo. Na primer, leta 2025 je bilo od 100.000 kvot za osebna vozila v Pekingu 80.000 namenjenih vozilom na novo energijo. Takšna pravila močno vplivajo na odločitev družine. Predstavljaj si, da želiš kupiti nov avtomobil. Pri benzinskem avtomobilu boš morda moral čakati ali se boriti za omejeno število registrskih tablic, toda na nekaterih območjih je postopek veliko lažji, če izbereš električno vozilo. Tudi če sta ti oba avtomobila všeč, ima električno vozilo veliko praktično prednost. Zato kupec ne razmišlja samo o ceni avtomobila, upošteva tudi registrsko tablico, davke in kako hitro lahko dejansko uporablja vozilo. Ampak obstaja pomembno vprašanje. Če se poveča število električnih avtomobilov, ali to samodejno pomeni, da izginejo onesnaževanje in ogljične emisije? Ne, čisti električni avtomobil med vožnjo nima izpušnih plinov iz izpušne cevi, vendar pa je še vedno treba proizvesti elektriko za polnjenje baterije. Treba je tudi izdelati samo baterijo, kar zahteva rudarjenje, predelavo materialov in veliko industrijsko proizvodnjo. Zato, ko merimo vpliv električnega avtomobila na okolje, ni dovolj, da gledamo samo izpuste iz vozila. Raziskovalci upoštevajo tudi tako imenovane emisije v celotnem življenjskem ciklu. To pomeni, da vključuje izdelavo avtomobila in baterije, proizvodnjo elektrike, uporabo vozila in druge dele celotnega njegovega življenjskega cikla. Običajno so emisije pri izdelavi električnega avtomobila na baterije višje kot pri izdelavi podobnega bencinskega avtomobila, ker je izdelava velike baterije energetsko zelo zahtevna. Toda med uporabo vozila električni avtomobil to nadoknadi, saj je električni motor bolj učinkovit in med vožnjo ne porablja bencina. Na Kitajskem je prav tako pomembno, od kod prihaja elektrika, saj država še vedno uporablja velike količine premoga. Kljub temu, analiza Mednarodne agencije za energijo kaže, da so, če pogledamo celotno življenjsko dobo srednje velikega vozila na Kitajskem, emisije toplogrednih plinov pri baterijskem električnem avtomobilu še vedno nižje kot pri primerljivem benzinskem avtomobilu. Ocenjuje se, da so emisije v celotnem življenjskem ciklu na Kitajskem za približno 40% nižje, čeprav je prednost manjša v primerjavi z državami, ki imajo čistejše elektroenergetsko omrežje. Ko se v omrežje vključuje več sončne, vetrne in druge nizkoogljične električne energije, se lahko okoljska prednost električnih avtomobilov še poveča. Zato ni enotne, fiksne številke kilometrov, ki bi jih moral prevoziti vsak električni avtomobil, preden postane čistejši od bencinskega avtomobila. To je odvisno od velikosti baterije, vrste avtomobila, načina izdelave baterije in vrste elektrike, ki se uporablja za polnjenje. Obstaja pa še ena težava, ki je električni motor ne more rešiti. To je promet. Če zamenjaš milijon bencinskih avtomobilov z milijonom električnih avtomobilov, imaš še vedno milijon vozil na cesti. Čeprav so vozila čistejša med vožnjo, še vedno potrebujejo prostor na cesti in parkirišča. Zato lahko prehod na električna vozila pomaga zmanjšati onesnaženost zraka in emisije ogljika. Vendar to samodejno ne reši zastojev. Na splošno je težko reči, da je vzpon kitajske industrije električnih vozil posledica zgolj vladnih subvencij. Vladna podpora ima veliko vlogo, vendar pa je hkrati prisotna tudi izjemno močna konkurenca med podjetji. Hitro izboljševanje baterij, velika dobavna veriga in milijoni strank, ki so izbrali električne ter priključno hibridne avtomobile.
Leta 2023 so se končale nacionalne subvencije za nakup, ki so dolgo časa pomagale kupcem električnih vozil, vendar je trg še naprej rasel. Ostala je tudi druga podpora, kot so davčne oprostitve in lokalni programi. To pomeni, da kitajska industrija električnih vozil danes ni več takšna kot na začetku, ko je bila močno odvisna od pomoči za pridobivanje kupcev. Kitajska je že ustvarila izjemno velik trg za električna vozila, tovarne, industrija baterij in dobavna veriga, toda drugačen boj jih čaka, ko bodo ta vozila zapustila Kitajsko. V tujini ni več enakih ugodnosti glede registrskih tablic in podpore lokalnih oblasti. Namesto tega se bodo kitajski proizvajalci avtomobilov soočili s carinami, drugačnimi varnostnimi pravili, političnim pritiskom in kupci, ki že dolgo zaupajo svojim lastnim avtomobilskim znamkam. In tam bomo videli, kako močna je v resnici kitajska industrija električnih vozil, ko ne bo več na svojem domačem trgu. Ko bodo kitajski električni avtomobili zapustili Kitajsko, bo tekmovanje povsem drugačno. V svoji lastni državi imajo ogromno dobavno verigo, veliko kupcev in vladne politike, ki že dolgo pomagajo pri rasti industrije. Toda v drugih državah morajo kitajski proizvajalci avtomobilov upoštevati pravila, ki jih postavljajo druge vlade. V Evropi kitajsko izdelani električni avtomobili hitro pridobivajo na priljubljenosti. Leta 2025 je bilo v Evropi prodanih približno 940 tisoč električnih avtomobilov, izdelanih na Kitajskem. Kitajske znamke se širijo tudi v jugovzhodni Aziji in drugih razvijajočih se trgih. Zato njihova vozila niso več uspešna samo na Kitajskem. Vendar pa obstaja en zelo velik trg, ki je skoraj zaprt za kitajske znamke električnih vozil – Združene države Amerike. Eden največjih razlogov je carina. Carina je dodatni davek, ki se zaračuna na uvožene izdelke. Ko je carina visoka, se ob vstopu izdelka v državo zviša tudi njegova cena. Leta 2024 so Združene države Amerike zvišale carino po oddelku 300E na električna vozila iz Kitajske, se je zvišala s 25 na 100%. Cilj ameriške vlade je zaščititi ameriško avtomobilsko industrijo pred kitajskimi električnimi vozili, za katere ZDA trdijo, da so imele koristi od obsežne državne podpore in drugih politik na Kitajskem. Združene države so v naslednjih letih uvedle še druge carine na uvožena vozila in nekatere avtomobilske dele. Tako da čeprav je kitajsko električno vozilo na Kitajskem poceni, lahko izgubi velik del svoje cenovne prednosti, ko pride na ameriški trg. Evropska unija ima tudi svoje ukrepe. Po preiskavi finančne podpore, ki jo prejemajo kitajski proizvajalci električnih avtomobilov, je Evropska unija uvedla dodatne dajatve na baterijska električna vozila izdelana na Kitajskem. Za BYD je dodatna dajatev 17%. Za Geely je 18,8%. Stopnja za SAIC pa je še višja. Te se dajatve dodajo običajni uvozni dajatvi Evropske unije. Toda dodatnemu davku se kitajsko izdelana električna vozila še vedno prodajajo v Evropi. To pomeni, da tarifa ni dovolj, da bi popolnoma preprečila njihov vstop. Kitajska podjetja lahko najdejo tudi druge načine, da se izognejo visokim stroškom uvoza, na primer z gradnjo tovarn v drugih državah. Vendar pa imajo Združene države Amerike večji problem kot samo ceno, in to je nacionalna varnost. Sodobni avtomobili danes niso več samo motor, kolesa in volan. Veliko novih vozil ima kamere, mikrofone, GPS, Bluetooth, Wi-Fi in internetno povezavo. Obstaja tudi programska oprema, ki nadzoruje številne dele avtomobila. Ker so ta vozila povezana z internetom, lahko zbirajo in pošiljajo podatke. Sem lahko spada lokacija vozila, informacije o okolici in drugi podatki iz senzorjev. Zaradi tega je ameriška vlada zaskrbljena, da bi lahko prišlo do varnostnega tveganja, če bi pomembno programsko opremo in komunikacijsko strojno opremo milijonov vozil nadzorovala ali izdelala podjetja povezana s Kitajsko. Januarja 2025 je ameriško ministrstvo za trgovino sprejelo dokončni predpis za omejitev določene tehnologije povezanih vozil, ki ima zadostno povezavo s Kitajsko ali Rusijo. Pravilo je začelo veljati marca 2025. Od modelnega leta 2027 je v Združenih državah prepovedana prodaja določenih povezanih vozil, ki uporabljajo programsko opremo opredeljeno v predpisu iz Kitajske ali Rusije. To velja tudi za proizvajalce povezanih vozil, ki jih nadzoruje ali so pod jurisdikcijo Kitajske ali Rusije. Ko bo nastopilo modelno leto 2030, bodo omejitve začele veljati tudi za določeno komunikacijsko strojno opremo podjetij, povezanih s Kitajsko ali Rusijo. To pomeni, da ni dovolj, da kitajski proizvajalec avtomobilov reče, da bo preprosto izdeloval avtomobile v Mehiki ali Združenih državah. Če podjetje in njegova pomembna povezana tehnologija še vedno spadata pod omejitve, še vedno morda ne bo dovoljeno prodajati vozila na ameriškem trgu.
To je velika ovira, saj je skoraj vsak nov električni avtomobil danes močno odvisen od programske opreme in internetne povezave. Težko je izdelati sodoben električni avtomobil, ki bi mu preprosto odstranili vse povezane sisteme, samo da bi lahko vstopil na trg Združenih držav. Zato na ameriškem trgu kitajski električni avtomobili nimajo težav samo s ceno. Tukaj so še konkurenca, trgovinska politika in nacionalna varnost. Medtem pa so tudi Združene države spremenile svojo politiko glede električnih vozil. Prej je lahko upravičen kupec prejel do $7,500 zveznega davčnega dobropisa za upravičeno novo čisto vozilo. To, da se je zvezni dobropis za nakup čistih vozil končal za vozila kupljena po 30. septembru 2025. Zato leta 2026 ne bo več nekdanje zvezne spodbude za potrošnike za nakup novega električnega vozila. Hkrati je Trumpova administracija jasno spremenila smer zvezne politike. Januarja 2025 je administracija povedala, da želi odpraviti politike, za katere meni, da potiskajo potrošnike k električnim vozilom in dati kupcem več svobode pri izbiri bencinskih vozil, hibridnih ali električnih vozil. Zato sta zdaj strategiji dveh največjih avtomobilskih trgov na svetu različni. Na Kitajskem je trg električnih avtomobilov še vedno zelo močan. Leta 2025 je bilo skoraj 55% novih vozil prodanih na Kitajskem električnih avtomobilov, vključno z baterijskimi električnimi in priključnimi hibridnimi vozili. V Združenih državah je prehod počasnejši in trg za bencinske ter hibridne avtomobile je še vedno večji. V Združenih državah je prehod na bencinske in hibridne avtomobile počasnejši. Toda evropske vlade poskušajo zaščititi svojo avtomobilsko industrijo pred poceni uvozom iz Kitajske. Zato ni več preprosto vprašanje, ali je električno vozilo ali bencinski avto boljša tehnologija. Tu so cena, polnjenje, dobava baterij, delovna mesta, tovarne, carine, nacionalna varnost in vladna politika. Obstaja še ena pomembna stvar, ki spreminja igro. Kitajskim avtomobilskim proizvajalcem ni treba najprej zavzeti Združenih držav, da bi postali svetovna sila. Preostali svet je zelo velik. V jugovzhodni Aziji, Latinski Ameriki, na Bližnjem vzhodu in drugih razvijajočih se trgih veliko potrošnikov išče poceni nov avtomobil, veliko funkcij in nizki obratovalni stroški. Tukaj imajo kitajska podjetja lahko veliko prednost. Leta 2025 bo več kot 35% kitajskega izvoza avtomobilov predstavljalo električna vozila. V državah zunaj Evrope in Združenih držav Amerike kitajski uvoz predstavlja približno 55% prodaje električnih avtomobilov. V jugovzhodni Aziji je bilo več kot polovica električnih avtomobilov prodanih leta 2025 iz kitajskih znamk. Ta sprememba je pomembna, ker so v mnogih od teh držav prej prevladovale japonske, korejske, evropske in ameriške avtomobilske znamke. Zdaj je tu nov tekmec in ni samo BYD tisti, ki se bori. Tu so Geely, Chery, SAIC, XPeng, Leapmotor in drugi kitajski proizvajalci, ki iščejo trg zunaj Kitajske. Karine lahko vplivajo tudi na to, kje so vozila izdelana. Namesto da bi avtomobile izdelovali na Kitajskem in jih izvažali, lahko kitajski proizvajalec avtomobilov postavi tovarno v državi, kjer želi prodajati. Ko se to zgodi, se ne širijo le kitajski izvozi, tudi kitajske tovarne, tehnologija in dobavne verige se širijo v druge države. Zato še ne moremo reči, da bodo vsi avtomobili na svetu postali kitajski. Toyota, Volkswagen, Hyundai, Kia, General Motors, Ford in druge dolgoletne avtomobilske družbe so še vedno močne. Tradicionalni proizvajalci avtomobilov imajo tudi veliko prednost v zaupanju v blagovno znamko, prodajnih salonih, servisnih mrežah in izkušnjah na različnih trgih. Tudi ni zagotovljeno, da bo bencin kmalu izginil. Na mnogih območjih še vedno primanjkuje polnilnih postaj. Obstajajo ljudje, ki vozijo na dolge razdalje. Obstajajo države, kjer je elektrika draga ali pa je električno omrežje šibko. In obstajajo kupci, ki jim bolj ustreza hibrid zaradi načina uporabe vozila. Zato morda ne bo le enega zmagovalca. V nekaterih državah bo morda velik delež novih vozil električnih, medtem ko bodo hibridi in bencinska vozila še vedno močni drugje. Vendar pa se je ena stvar očitno spremenila. Pred 20 leti skoraj nobeno kitajsko avtomobilsko podjetje ni veljalo za resno grožnjo največjim avtomobilskim proizvajalcem na svetu. Danes je Kitajska največji trg za električna vozila, največji proizvajalec številnih pomembnih komponent za električna vozila in eden največjih izvoznikov vozil na svetu. Zato prava zgodba kitajskih električnih vozil ni le v izdelavi poceni električnih avtomobilov. Gre za to, kako je Kitajska izkoristila velik trg, vladno politiko
baterijsko industrijo, tovarne in ostro konkurenco, da je ustvarila avtomobilsko industrijo, ki se lahko kosa z največjimi podjetji na svetu. In zdaj se začenja težji del. Znotraj Kitajske so kitajska podjetja za električna vozila že dokazala, da lahko zmagajo. Naslednji izziv pa je, ali jim bo to uspelo tudi po vsem svetu. V državah, ki imajo lastna avtomobilska podjetja, lastna pravila in lastne razloge, da Kitajski ne prepustijo prihodnosti svoje avtomobilske industrije.